Dober dan, gledalke in gledalci, studija VTV vaše televizije Velenje in pozdravljeni v novi oddaji o bontonu. Danes tudi zelo zanimiva tema, čeprav bi rekli, pa si ne potrebujemo nobenega bontona, ko kdaj koga pokličemo, stacionarnega telefona. Saša Županek, dober dan, pozdravljeni. Dober dan, ja. Smo v redu? Ja, v redu. Napoved mi je bila všeč. Zdaj bodo ljudje videli po pol ure, da marsikaj delajo narobe. A ste danes koga poklicali stacionarnega telefona? Stacionarnega telefona? Ne vem, da sem sploh na zadnje klical, ker doma ga nimam priključenega in ne, v glavnem pač tega malega nadležnega s sabo nosim. Ampak zanimivo, ne, bonton pri telefoniranju, stacionarni telefon. Tukaj treba poudariti, da ne gre za mobilni telefon, se pravi za mobilno telefoniranje. Dobro, zdaj določene tele bontonske stvari so skoraj da iste oziroma podobne, ampak drugače pa vseeno je razlika, če ti nekje na mestu stojiš, pa imaš tam 1,5 metra žice iz stene, pa si vezan na tisti aparat, tudi če imaš tistega pač stacionarnega prenosnega, da lahko greš tudi na vrt ali pa v klet, pa se tudi še sliši, ne moreš pa iti, ne vem, v Ljubljano iz Velenja, s tistim se več ne bomo slišali. Potem celo podjetja še vedno vsa skoraj da imajo tele stacionarne telefone in tudi ta razlika je, ti pri stacionarnem telefonu skoraj da nisi prepričan, da boš dobil tisto osebo, ki jo iščeš. Ker tile prenosni mobilni telefoni pa lahko povejo, da so osebni telefone. Ne? In tu pa si presenečen, če ti pokličeš, imaš noter napisano Andreja Petrovič, pa pokličeš, pa se mogoče že hočeš nekaj pohecati, pa ali zaslišiš drugi ženski glas, ali pa zaslišiš moški glas in si dosti bolj presenečen. Na stacionarni telefon smo pa včasih poklicali domov družino, hotel si govoriti s hčerko, oglasil se je ati, ena možnost je bila, da te je bilo strah, pa si odložil slušalko, ali si pa zbral toliko poguma, pa si povedal, koga bi rad, ne. Ampak si se pa pri tem mogoče sam pozabil predstaviti. In v tem glavnem danes se bo v stacionarnem telefonu, naslednji oddaji pa potem samo v prenosnem telefonu. Saša, najbrž so zanimivi podatki, koliko ljudi v Sloveniji ima doma stacionarni telefon? No, na to res ne vem odgovoriti. Recimo vaš občutek zdaj, vi ste rekli, da ga nimate doma. Imam ga doma, samo nimam ga priključenega. Ljudje mojih let, pa starejši, zagotovo imajo še stacionarne telefone doma. Ta mladina, ko pa že ima v tem aparatu in računalnik in vse živo tile, kako se tem pravi, pametni telefoni, pa tako, pa dvomim, mogoče tile najstniki niti ne vejo, da stacionarni telefoni sploh obstajajo oziroma so obstajali, ne. Kaj bi rekli zdaj prednosti telefoniranja? So prav gotovo neke plus točke in pa hkrati slabosti? To je tako pri vseh stvarih. Prednost telefoniranja je, da ni treba iti k nekomu, ne vem, 20 minut peš po dežju na obisk, pa se tam meniti z njim, če je gledal na VTV oddajo o bontonu. Lahko pač se vsedemo ali stanemo ali kje ležimo, pa pokličemo. Torej, bolj komod smo, to je ena prednost. Potem prednost je, lahko smo kjerkoli, kadarkoli, ne. Kadar se spomnimo, takoj lahko pokličemo. Kličemo lahko na drug konec sveta, nekoga imamo v Avstraliji, s tem, da je tam treba mogoče malo paziti, ne takoj, ko se spomnimo, ampak malo pogledamo, koliko je tam ura. Ker pri nas je mogoče, ne vem, popoldan, oni pa trdno še spijo vsi, ne. So pa tudi slabosti. Slabosti telefonskih pogovorov, kakršnih koli so, da se ne vidimo s sogovornikom. In lahko sem jaz v zelo dobri koži, pa nekomu nekaj razlagam, oni na drugi strani se je ravno s tremi skregal, pa z nobenim v družini se ne pogovarja in bo čisto dojemal ta pogovor. Še najhujša so tu SMS sporočila, ne, dobro, o tem bo v naslednji oddaji, ampak tam tudi.
če pozabiš napisati 3 ha zraven, pa enega smeškota, drugi lahko čisto to narobe sprejme in dosti parov je šlo narazen že zaradi teh SMS sporočil, ki niso bila enako razumljena, kot so bila mišljena. Ne. No in slabosti so potem tudi ta, da lahko nam prisluškuje kdo. Ljudje marsikaj po telefonu povejo. Pogovori se snemajo, to vidimo sami. Po 10 letih na sodišču ta pogovor potegnejo iz arhiva. Zdaj sem gledal dokumentarno oddajo o Radovan Karadžić, Slobodan Milošević. Vsi pogovori so bili posneti in jih je Haaško sodišče uporabilo kot dokaze. Ne. Tako da moramo biti malo previdni, kad se po telefonu pogovarjamo. Zasebno telefoniranje, prej ste omenili, treba je biti malo le obziren, ne, ob kateri uri koga kličemo, se pravi, če kličemo v tujino, koliko je tam pravzaprav ura. To je, kar se tujine kliče, ampak doma pa tudi moramo paziti, preden pokličemo. Ker ljudje smo se tako razvadili, čim nam nekaj klikne, takoj je treba poklicati, ne mudoma. Zdaj, če tudi smo doma in se ljudje predtem ne vprašajo, glej, tam je družina, imajo bolnega dedeka, ne vem, imajo dojenčke, točno vemo, da med 7 pa 8 zvečer gledajo vsi poročila in so najbolj jezni, če takrat kdo pokliče, ali pa točno vemo, med 12 pa 2 uro imajo kosilo, vsi so pri mizi zbrani. In če te navade teh ljudi mi vemo, prestavimo klic za pol ure. Ne, to je mogoče pomembno. Preden pokličemo, malo bodimo obzirni do teh naših prijateljev, znancev. Ali pa da gremo klicati s polnimi usti, ko jemo. Absolutno, ne, to je tudi dosti krat. Saj lahko se zgodi, da nas kdo pokliče, pa ravno imamo polna usta. To je bolj opravičljivo, ker nismo pričakovali klica. Ampak nekdo, ne vem, ravno vgrizne tistega pol sendviča ali pa pol transkega krofa si zbaše notri v usta in kliče. In nekdo se takoj javi na drugi strani, niti predstaviti se ne moreš. Torej, sprazniti je treba usta, žvečilni gumi dati ven. In če se le da, če spoštujemo tistega na nasprotni strani žice, ne počnimo med tem nič. Ker ljudje pa bi radi nekako pri času prišparali, pa potem se pogovarjajo, pa pomivajo posodo, pa perejo posodo, pa pečejo, pa previjajo otroke, pa taki ne moreš. To je, mislim, kaj čak Noris je tega zmožen. In normalen človek ne more 5 stvari hkrati dobro delati. Zdaj, ko recimo kličemo, obstajajo pravila. Se pravi, pozdravimo jasno, glasno, razločno, povemo, kdo smo. Recimo, če zdaj ni en tak oseben klic, da kličemo nekoga poznanega iz družine. Kakšen je zdaj ta postopek? Ali se lahko na nek način najprej tudi pošalimo, koga malo potegnemo za nos? Ja, zdaj, seveda, če kličemo sošolca, če kličemo starše, če kličemo, ne vem, otroke, odvisno na kakšni distanci smo s kom. Če kličemo neko družino, s katerimi smo bolj redko skupaj, spoštujemo se, 2-krat letno se vidimo, pa bi radi, ne vem, z njihovim starejšim sinom govorili, ne vemo, kdo se bo javil. Ne? In splošni bonton, pa lahko povem bonton za telebane, pravi, da tisti, ker vedno sta dve strani sta, tisti, ki kličejo, pa tisti, ki so klicani. In zdaj, če ti pokličeš, prvo osnovno je, da se pozdraviš, poveš dober dan recimo, druga stvar je, da se predstaviš, da tisti na oni strani vejo, s kom se pogovarjajo, pomeni dober dan, Saša Županek pri telefonu, in tretja stvar je, da poveš, a bi lahko govoril z Bojanom. In potem je popolnoma vse jasno. Napačno pa zdaj povem, dosti krat slišiš, da ljudje pokličejo, pa malo čuden glas zaslišijo, ni ravno se Bojan javil. Kdo tam? Koga sem dobila? Jo, ne vem, koga ste klicali, gospa. In potem tisti, ki je dvignil tam telefonsko slušalko, če se ne predstaviš, pride Bojan čez 2 uri domov, kak naj Ata pove Bojanu, da ga je Sašo klical, lahko mu povečuješ, neki Hepan te je klical, ne? Mislim, nekdo te je klical in zdaj on je lahko 200 ljudi sproba, kdo je tisti nekdo. Torej, to je en osnovni bonton, mi, ki kličemo. Potem tisti, ki je pa klicani, normalno, ne vem, zdigne tisto slušalko oziroma jo ima poleg sebe, pa stisne tisto tipko, temu pa ni treba posebej se predstavljati. Zadosti je prosim.
tisti, ki je klican, lahko pove prosim, eni povejo halo, imaš pa tudi ljudi, ki se tudi sami predstavijo, ne vem, povejo županekovi tukaj ali pa en moj pokojni kolega se je predstavil vedno, dokler se nisi navadil, si bil šokiran. On je dvignil, pa tudi na mobilni telefon je rekel, pisarna svetega očeta, prosim. In sem najprej tuhtu, če sem res Vatikan dobil in če tam res papež slovensko govori, ne. Vsakdo ima svoj slog in tistim klicanim se ni treba predstaviti, ne. Koliko časa recimo ne poteka en tak normalen pogovor? Pa zdaj vprašanje tudi, če se nekomu na drugi strani mudi? To je dosti krat problem. Ja, kaj je zdaj dolgi pogovor, pa je kaj je kratek. Jaz ne sodim med telefoniste. Jaz imam telefon za to, da si najnujnejše stvari povemo, pa se zmenimo, kje se dobimo, recimo, ne. Posle sklepati po telefonu, pa ne vem, na dolgo upisovati razne stvari, pa tak cele zgodbice. Dobro, določeni ljudje uživajo v tem, da pač 2 ure vse detajle, pa potem več ne vejo, kako govoriti, te že trač, rumeni tisk, politika, avte, ne, tako da težko povem zdaj toliko minut je normalno. So pa res eni takšni, ki uživajo s tisto slušalko. Če pride do prekinitve telefonske linije, kdo potem prvi spet pokliče nazaj? To se pogosto zgodi, čisto normalno je, da nakličeta oba, zato ker potem obema kaže zasedeno. Če sem jaz klical, pomeni jaz hočem z onimi govoriti, bom še enkrat jaz poklical. To je nekako čisto logično, da oni počakajo malo še. Lahko pride do prekinitve, ja. Zdaj, najbrž imamo doma, poleg telefona, kakšne papirje, ko kaj zapišemo, pisala. Kaj je pametno imeti recimo pri tistem prostoru, kjer je telefon? Zdaj, včasih ni bil taki problem. Veste, ko je bil telefon, pa je bila slušalka na kablu. Takrat si pač v hodniku stal na eni nogi, uro pa pol zlato žilo si dobil, vodo si dobil v kolenu, pa tak, ne. In tudi nobeden te ni vljudnostno vprašal, kje si. Zato, ker je bilo butasto vprašati nekoga, ki v hodniku že 1 uro pa pol stoji, kje si. Takrat je bilo vljudnostno vprašanje, kako si, kako ste. In takrat tudi ni bil problem, ponavadi smo to imeli po hodnikih, v predsobah te telefone in zraven blok papirja, pa pisalo. To je še vedno zlata vredno, da lahko zapišeš. Klical je ta pa ta, pokliči ga. In ker drugače komot pozabiš povedati nekomu, da mora poklicati. No, potem so se tile stacionarni telefoni pojavili, ko je slušalko lahko, ne vem, neseš tudi na vrt, ampak nekje, kjer je ta slušalka odložena, ponavadi na istem mestu to ljudje odlagajo, spet papir, pa svinčnik, ki piše. Ker grozno je tam, nekam si zapište mojo številko, te pa, joj, ne dela mi pisalo in potem po celi hiši ne najdeš pisalo zdravega. Ne. Kaj pa recimo, če kličemo napačno številko? Ja, najbolj grdo je potem, če odložimo. Ne, to je najlažje in včasih to ni bil problem, ker na oni strani niso videli številke, ki kliče. Danes vsi telefoni skoraj da že vidiš, kdo približno kliče. Če vidiš, da si poklical napačno, najhuje je, ko mene kdo pokliče napačno, pa se krega na mene, zakaj ni dobil tistega, koga je klical. Pa kaj sem te jaz kriv? Ne, in enostavno povedati, joj, oprostite. Ne, in meni se potem tudi ni treba izdati, kdo sem jaz. Oni vprašajo, ne vem, koga sem pa dobil. Kaj pa če je kaki lopov, pa sprobava, či je kdo doma ali ni. Lahko edino vprašamo, katero številko ste pa klicali. In potem, ko on pove, da je, ne vem, namesto 3 tam 6 dal, potem povemo, ne, to je pa napačna številka. Kaj pa recimo nekdo, ki ima tajnico? To je bilo včasih dosti teh telefonskih tajnic, pomeni po 4, ne vem, tistih, se ti oglasi tajnica, zvok pa pove, pustite prosim sporočilo. Ja, po bontonu je lepo povedati pač, zdravo, Saš je klical, prosim pokliči me nazaj. In potem tisti pride domov, vključi tajnico, pa te pokliče ob 10 nazaj. Samo odložite, sicer eni ljudje pravijo, ka se ne radi z avtomati pogovarjajo, ne, ker avtomati nič ne odgovori, tisti, ki pa je imel nameščeno tajnico, bo pa je vesel. Zdaj, če je to recimo en tak oseben pogovor, moramo prav gotovo imeti nek namen, da nekoga pokličemo, ne? Ne za krajšanje časa. Da bi poklical, pa poveš, joj, ne vem, kaj bi delo zdaj. Ali pa po noči, ne? Ja. Pojdi na -2 deci, to, kar so včasih počeli.
včasih, ko se niso videle številke, še mi smo lumparije zganjali, ne vem, kak najstniki, normalno pokličeš neko starejšo gospo, lahko na hitro povem, pa se nas je 5 zaporedoma je prosilo, če lahko Milano dobijo, na razmaku 1 minute. Pa ona gospa 5 razloži, da ni tu nobenega Milana. Pol smo pa pustili pol ure, da nihče ne kliče, pa en pokliče, pa pravi, zdravo Milan, tu me je kdo klical, pa je gospa rekla, jo že 5-krat so te klical. Te lumparije smo si privoščili, ali pa ne vem, ite vodovod sprobajte, pa tak či pipa dela, pa. Ampak zdaj, ko se vse vidi, pa se vse snema, si tega več ne moremo privoščiti. Si človek tudi ne upa več, a ne? Zagotovo, ker te najdejo, sledijo te. Lahko pa vseeno skrijemo telefonsko številko svojo. To mislim, ko se da, ampak jaz se na skrite telefonske številke ne oglašam. Tudi sam niti ne bi mogoče vedel narihtati, kako se to boje, kad se na vseh telefonih da. Ampak ne, če on ve, koga kliče, bi jaz tudi rad vedel, da vem, s kom se pogovarjam. Isto, kako vem, določene radijske pa televizijske hiše, pa tudi časopisi na anonimna pisma niti ne reagirajo. Povej ta pa ta sen, pa potem je to vse lažje. Kaj pa recimo poslovno telefoniranje? No, tam pa je izredno pomembno. Ja, tam pa, poleg tega, kako so se midva zamenila, tisti, ki kliče iz podjetja v podjetje, zagotovo je tisti, ki kliče, dosti bolj pripravljen na pogovor, kot tisti, ki pa naenkrat mu zazvoni telefon. Pomeni, pripravimo vse dokumente, ki rabimo za poslovni pogovor. Vse račune, bilance, kontakte, asortima svojih izdelkov in pokličemo. In spet je normalno, ampak še nekaj moramo dodati. Tisti, ki kliče iz podjetja, kdorkoli je, morali bi imeti v vseh podjetjih boljših en tečaj za telefoniranje, ker ko te z podjetja nekega pokličejo, pa ti neka zamrmra, niti ne pove podjetje, ja, te še enkrat prosimo, dajte povejte še enkrat. In pove, dober dan, kličem iz podjetja tega pa tega, še najboljše je, če zraven povemo, Saša Županek tukaj, rad bi govoril s tem pa tem. In potem, ko bodo nazaj klicali v našo podjetje, bodo vedeli, da Saša Županeka morajo poiskati. Mogoče si bodo zapomnili, klical eden iz podjetja, ampak v tem podjetju je 1200 zaposlenih. Težko naredimo, pa poiščemo, kdo bi bil tisti pravi. Tisti na oni strani klicani se pa tu ne oglasi samo s prosim. Ampak če bova zdaj midva delala klicala, jaz sem zadnjič mariborska podjetja malo za što sklical, zavarovalnice, banke. Katastrofa, prosim, ali pa pokličeš policijo, avto sem imel popraskane, pa nisem točno vedel, če je 112 ali 113. Pa sem si mislil, ajde 112, pa verjetno se bodo predstavili in bi pričakoval, da mi oni tam pove, policija, prosim. Meni samo prosim prave. Jaz pa njemu, dober dan, Saša Županek, ste gasilci ali policisti? Jo, ko se vi norčujete, pa tak, nisem rekel, osnovnega bontona nimate, ne. Dejansko, ne, in v službi se ti vedno, neko podjetje je, poslovna sekretarka ali kdo pač ali vratar, pove, dober dan, dobili ste to pa to podjetje, če povemo še, kdo je osebno ime, še toliko boljše, izvolite, želite, prosim. In to je, mislim, tako enostavno. In potem že prvi stik s podjetjem vidimo, z kakšnega testa so tam ljudje. In raziskave so kazale, da če se nekdo oglasi z nasmeškom na obrazu, je dosti bolj prijeten ton glasu. In jaz, ko kličem v neko podjetje prvič, pričakujem, da bodo prijazni z mano, pa če tudi je ura 16:30, pa delajo do 17. Pa verjetno so že morali v tistem dnevu 120krat biti prijazni, ampak mene to ne zanima, ne. To je prvi kontakt, tako kot je ovojnica včasih bila, oziroma kuverta prvi kontakt, in ali bom še klical ali pa ne bom. In potem so še tam različne napake teh podjetij. Dobiš nekega vratara, poslovno sekretarko, poveš, kaj bi rad, in ona pove, joj, pokličite še enkrat, pa na koncu 8, namesto 6. Vsa podjetja imajo že te male centralice, pa bo povedala, joj, samo malo niste dobili pravo osebo, vas prevežem, in potem, ko preveže, pove, izvolite. Brez izvolite spet ni isto. V dostih podjetjih naletiš, ko v tistem času, ko ti nekoga prevežejo z centrale, ti dajo gol tisto eno tako imenovano čakalno glasbo. Zdaj ne vem, direktor je mogoče fan od Modrijanov in ti tam moraš 3 minute
ti moja Rožica poslušati. Grozno, ali pa ne vem, ali pa Duška Lokina moraš poslušati, ne vem. Grozno. Tam mora biti instrumentalna glasba, neka umirjena in pa tisti telefonist mora vmes se parkrat oglasiti, ker drugače lahko 3 dni tam sediš, pa poslušaš celi album od nekoga. Vsakih toliko sekund se mora javiti, še vedno čakate, še vedno je zasedeno, lahko vam prevežem koga drugega. Tak me naj negujejo, tak me naj cartajo. Zdaj, omenili ste tudi tajnico, poslovno sekretarko. Te osebe velikokrat naredijo tudi kakšno napako, ne? Ko kličejo. Ja. Zdaj, mogoče sva pred parimi tedni pozabila povedati o rokovanju, o tajnicah. Tajnica ni za to v podjetju, da bi se rokovala tam s poslovnimi strankami, s poslovnimi partnerji. Se pa skoraj vse? Če poslovni partner pride, pa on ponudi roko, potem je on že napako naredil. Potem s ponujeno roko moramo sprejeti. Da bi pa tajnica vstajala pa ponujala roke, to je pa velika napaka. Ona lahko vpraša, če bo kdo kavo ali pa če bo časopis slučajno prebral. No in isto je tu. Tajnice dostikrat prvič imaš kontakt z nekim podjetjem in tajnica, potem ti prosiš tistega pa tistega. Prvo vprašanje napačno je, kaj se vi osebno poznate z direktorjem? Pa te poveš, ja, tega dobiš, ne? Druga možnost je, da joj grem pogledat, če je direktor tu. In potem pokrije tisto, direktor, ste tu? In to je ena možnost. In te, če on pravi, kdo je? Nime. Ne, ni direktora, ne? No, ali pa tista prva oseba dvojine zna včasih. Ja, dobro, direktora trenutno ni, se bova pa midva z direktorjem to pomenila, pa jutri pokličite. In to so pa že tajnice, ki so pa tak z direktorjem na isti višini, mogoče celo otroka imata skupnega. Ne? To so ene napake tajnic. Koliko časa ne pustimo, da telefon zvoni? Ja, zdaj gleva mogoče spet ta poslovni svet. V poslovnem svetu med delovnim časom, če je delovni čas od 8 do 16, na pamet govorim, se vedno mora nekdo na telefon oglasiti. Telefon med delovnim časom ne sme zvoniti v prazno. In nekje po 4 zvonenjih, kakršnakoli so že, mora nekdo se javiti. Eventualno, če ni nekoga tam, si mora preusmeriti klic. To se danes preusmeri, pa se ti nekdo iz Kopra pač jave. Ampak da se med delovnim časom nekdo ne bi oglasil, tu pa gre za slabo organizacijo podjetja. In kolikokrat se zgodi, da je v isti pisarni več ljudi. Kaj pa takrat, recimo, če telefon zazvoni? 4 ljudje so in tistemu 4., ki je trenutno, ne vem, na malici, telefon zvoni, ostali 3 pa ignorirajo tisti telefon. To je napaka. Mene ne zanima, če si oni niso dobri med sabo ali pa če se ne menijo. V tej pa tej firmi, to je slabo luč na to firmo meče, v tej pa v tej firmi se nekdo ni oglasil. Naloga najbližjega ali pa nekoga, ki ima najmanj dela, je, da stopi zraven, se jave, se predstave. Zagotovo, če bo nekdo klical, ne vem, Borisa, pa recimo pridete vi pa se javite, povete ta pa ta firma Andreja pri telefonu, bo on zagotovo presenečen. Ampak povemo enostavno, Boris je trenutno na malici, pride čez pol ure, ali mu lahko kaj sporočimo. In te je naša naloga. Zapisati, Boris en šole ste klical, pokliči ga nazaj. In potem je to tudi dobro luč na podjetje meče. Zdaj, recimo, v poslovnem svetu, v pisarni imamo prav gotovo več telefonov, ne? Zdaj, če kličemo nekoga od poslovnih partnerjev, pa zazvoni drug telefon, kaj v tem primeru? Ja, tu tak enega res strogega recepta ni. Moramo se dostikrat znajti. Ker poslovni pogovor hitro zna zaiti v zasebne vode. Tisto prvo smo se prvi minuti zmenili najnujnejše, te pa ja, kaj pa včeraj ste bili na nogometu, danes boste gledali zvečer to tekmo ali pa da pa greste k frizeru, pa to je že zasebno in drugi telefon zvoni in moramo pač, oni verjetno tudi sliši, pač povedati, joj, oprostite, moramo nehati, drugi telefon zvoni. Če pa se nekaj res, ne vem, nujnega tam zgodi, pa vidimo tudi številko, joj, zdaj pa direktor kliče, ta redko kliče in zdaj je nekaj nujnega, prekinemo tisti telefon, ne da bi odložili slušalko, povejmo, joj, oprostite, vas pokličem še enkrat, nujno se mora na drugi telefon javiti. Potem je naša naloga, da ne pozabimo ali pa da kličemo čez pol leta, ne? Ampak nekako v 15 minutah moramo
ponovno poklicati, če je zaradi višje sile bil prekinjen ta pogovor. Lahko telefonski pogovor tudi snemamo? Seveda lahko, ampak po bontonu bi bilo lepo, da tistemu na nasprotni strani to povemo. Povemo, spoštovani poslovni partner, tale telefonski razgovor bom pa snemal. In jaz vem, imel sem neki problem z vinjeto, pa še po časopisih je bilo. In potem od tistega mojega klica naprej je tudi Dars naredil, da ti že tisto preden dobiš ti pač nekega sogovornika, da ti že avtomatično povejo, vaš pogovor je sneman. Pa mislim, da tudi na policiji že na začetku prej se pove, da je vaš pogovor sneman in potem je treba paziti. Seveda ljudje pa snemajo pogovore tudi brez, da bi opozorili na to, tako da bodimo previdni, kaj po telefonu govorimo. Če se po telefonu ne moremo o eni stvari takoj odločiti? Nismo slabiči. Ker vedno oni, ki kliče, je pripravljen. Z vsemi žalbami je namazan, vse zvijače ve, kako bi mi čim prej to sklenili. Pač poslušamo, nam se ne mudi tako k njemu, ki je po proviziji plačan mogoče. Povemo, spoštovani poslovni partner, jutri okrog 2 pokličite, to se pa moramo malo zmeniti, malo pregledati, poslušati še konkurenco, ker določeni tile, kako se pravi, call centri, določeni ljudje 8 ur delajo v teh klicnih centrih in so šli skozi vse tečaje. Kako priti v vašo hišo, pa vam tam nekaj ponudite. In vi imate, recimo, najbolj znani so zavarovalni agenti. Ne? Vi imate, recimo, že 8 zavarovalnih polic, vse možno zavarovano in ste že sklenili lani več nobene tome, pa folga do smrti, pa če tudi umrem, bodo vsi moji dediči bogataši. Ampak naenkrat tale zviti točno vas stiska v kot. Konec tedna, začetek tedna, konec tedna, četrtek, petek, 3-4, naenkrat odložite, pa vidite, ob 4 mi bo neki tip prišel 9. polico prodajati. Ne? In zato je vedno, ni znak slabosti, če ti poveš, ne, to pa jutri reči pokličite. Ne? Ker posli se ne sklepajo po telefonu. Ravno to sem želela vprašati, poslov ne sklepamo. Ne po telefonu, mi se pač zmenimo, kje se bomo dobili, tiste smernice, koliko časa, kdo naj se zraven pride, kakšne podatke rabimo. Pustite nam vikend, pridejo 4 z našega podjetja, 4 vaši, potem gremo še na poslovno kosilo. Tak, ne pa zdaj, boste 2 milijonski posel delali, jo bomo. Ne, pa lahko recimo domov kličemo nekoga glede privat oziroma teh poslovnih zadev? Zamislite si, občina je odprta v petek do 15 recimo. 13 ure, ja. No recimo, ampak se ti zmisliš v soboto popoldan, pač onega na vides, malo poznaš ga domov, pokličeš, v meniku poiščeš. Jaz pa nisem mogel v petek priti, ne, v ponedeljek, da imate največjo gužvo, kakšne koleke sabo raben, pa mater bo tisti tam veseli doma, ne. Niti če zdravnika srečam na ulici, pa mi je sošolec, ne grem v avto, pa mu dan izvide nesen. Ogromno ljudi pride na poroko, pa imajo v avto izvid, pa vidijo tam zdravnika. Sošolec mi je, pa bi lahko to zlorabil, ampak ga vprašam, Miki, kdaj lahko pridem z izvide. Pravi, v soboto sem dežuren, pridi okrog 9, pa greva na kavo, ne. Tako da, ne, razen, če ta zaposleni res povej, čujte, jaz imam med tednom tako gužvo na občini, vi me soboto pa v nedeljo me kličite, ker doma ne vem, kaj bi delo. Tako bo deževalo, rešiva se. Te ankete ste omenili, se pravi zavarovalne agente tudi. Se mi je pa zdajle porodilo eno tako zanimivo vprašanje. Radijske postaje različne, imajo tudi te oddaje, ko koga malo pohecajo, ko pokličejo po telefonu, ne? To vaše mnenje. Ene vrste skriti mikrofon? Tako. Kaj pa to? Ja, to je tudi lahko na kako tožbo kdo naleti, ne? Ker ti nekoga predvajati v medijih brez njegovega dovoljenja je bolj tak, ne? In če naletijo na nepravo osebo, se lahko tu hudo konča. Ker jaz tudi, ko sem imel kakšne svoje predavanja, če so me določene televizije vprašale, če lahko pridemo to snemati, sem rekel, ja, tisto javna preditev je, pa zakonsko tistih 10 minut vi lahko predvajate. Uro pa pol mojega nastopa pa ne. Ljudski godci so veseli, pa tiste gospe starejše kapojajo, kaj jih cela Slovenija vidi. Jaz pa če dam svoj nastop, svoje znanje in potem ena televizija je to vsak dan vrtela, 2 meseca. Ljudje so že na pamet vedeli.
Tam z tistega konca me več nihče nikoli ni poklical, ker so več vedeli kot jaz. No, tako da tu je treba malo, no, pa nasplošno, tudi ljudje se na teh radijskih postajah, koliko jaz to poslušam, vmes se vozim, ne vejo se dostikrat tudi obnašati, ampak ne more voditeljica tam vzgajati ljudi. Tudi če kličeš male oglase ali imaš glasbeno željo, je prvo, da poveš dober dan, pa se predstaviš. Tam v našem koncu je pač tisti radio je in ko so tisti mali oglasi, človek začne s Traktor Ferguson. Prvo pove Traktor Ferguson in te ne veš, če je od onega trenerja Fergusona brat, tam je neki, pri Manchesteru je bil neki Ferguson, prvo je dober dan, Jože pri telefonu, prodajamo Traktor Ferguson, ta pa ta številka. To je, Hrvati pravijo temu kućni odgoj. Pa gospa pokliče, pa prvo povej, Brejateljica. To ne veš, kaj je ime, pa kaj je priimek. Spet bi morala prvo povedati, Ivanka pokliče, prodajamo, dober dan. In otroci, ko starši napumpajo otroke, pokliči na radio. Otroci se pozdravijo, znajo prosim, hvala. Pa če prav še komaj govori, ja pa lepo pozdravi, pa prosim, hvala govori. Te pa Ati pokliče Zečiča. Mislim, kazaj Zečiča. Sekali ga bomo ali pili bomo z njim, Staša Županek, hvala lepa za današnjo zanimivo temo o bontonu. Naslednja oddaja čez teden dni, prej ste že malo omenili. No, zdaj pa gremo na tisto največjo nadlogo trenutno na svetu in to je zagotovo je to mobilni telefon, kjer se lahko marsikdaj usmešimo, lahko smo slavni, na sredini pogreba ne boš ti meni zizike majal in zmagaš. Dobro, čez teden dni se vidiva, hvala lepa in vse dobro. Enako. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci, za pozornost in nasvidenje čez teden dni.